Na današnji liturgični praznik sedeža apostola Petra so jubilej usmiljenja obhajali zaposleni na rimski kuriji, pri guvernatoratu in v ustanovah, ki so povezane s svetim sedežem. Papež Frančišek je zanje daroval mašo, pred njo pa skupaj z njimi prestopil prag svetih vrat Petrove bazilike. Prestopili smo sveta vrata in prispeli do groba apostola Petra, da bi izpovedali svojo vero, je dejal papež Frančišek na začetku homilije, ki jo je navezal na današnjo Božjo besedo. V tem trenutku Gospod Jezus vsakemu med nami ponavlja svoje vprašanje: kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Jasno in neposredno vprašanje, pred katerim ni mogoče zbežati ali ostati nevtralni, ne odložiti odgovora ali zanj pooblastiti koga drugega, je zatrdil. A v Jezusovem vprašanju ni ničesar preiskovalnega, ravno nasprotno, polno je ljubezni. Ljubezni našega edinega učitelja, ki nas danes kliče, naj obnovimo vero vanj, s tem, ko ga prepoznamo kot Božjega Sina in Gospoda našega življenja. Prvi, ki je bil poklican k obnovitvi svoje izpovedi vere, je Petrov naslednik, ki nosi odgovornost potrjevanja bratov. Dopustimo, je spodbudil sveti oče, naj milost ponovno oblikuje naše srce, da bo verovalo, in odpre naša usta, da bodo izpovedala vero in bomo deležni zveličanja. Povabil je, naj Petrove besede vzamemo za svoje: ti si Kristus, sin živega Boga. Naše misli in naš pogled naj se uprejo v Jezusa Kristusa, ki je začetek in konec vsakega delovanja cerkve. On je temelj in nihče ne more položiti drugega. On je skala, na kateri moramo graditi. Na to nas spominja sveti Avguštin, ko zapiše, da se cerkev, čeprav nemirna in pretresena zaradi dogodkov zgodovine, ne zruši, kajti ustanovljena je na skali, od koder izvira tudi Petrovo ime.